Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dragi brati in sestre, dobar dan. Domenica scorsa la liturgia ci ha presentato Gesù. Prejšnjo nedeljo nam je bogoslužje predstavilo Jezusa, ki ga je v puščavi Satan skušal, a je skušnjave premagal. V luči tega evangelija smo se ponovno zavedali, da smo kot grešniki pogojeni, a tudi zmage nad zlom podarjene tistim, ki se podajo na pot spreobrnenja in ki kot Jezus hočejo izpolnjevati očetovo voljo. Na to drugo postno nedeljo pa nam Cerkev pokaže cilj te poti spreobrnenja, to je udeležbo pri Kristusovi slavi, sijoči na obličju pokornega služabnika, ki je za nas umrl in vstal. Kako je papež Frančišek začel opoldanski nagovor z okna apostolske palače na Trgu svetega Petra po petkovi vrnitvi iz duhovnih vaj v Ariči. Papež Frančišek je nadaljeval. La pagina evangelica. Evangeljski odlomek pripoveduje o dogodku spremenjenja, ki se je zgodil na višku Jezusovega javnega delovanja. Je namreč na poti proti Jeruzalemu, kjer se bodo izpolnile prerokbe Božjega služabnika in se bo izvršila njegova odrešilna žrtev. Množice tega niso razumele in so ga zaradi takšnega pogleda na Mesija, ki je bilo v nasprotju s njihovimi pričakovanji, zapustile. Oni so mislili, da jih bo Mesija rešil izpred rimske nadoblasti in bo osvoboditelj domovine. Jezusov pogled jim torej ni bil všeč in so ga zato zapustili. Tudi apostoli ne razumejo besed, s katerimi Jezus napoveduje izid njegovega poslanstva v slavnem trpljenju. Ne razumejo. Jezus se je torej odločil, da bo vnaprej pokazal Petru, Jakobu in Janezu svojo slavo, tisto, ki jo bo imel po vstajenju, z namenom, da jih potrdi v veri in jih opogumi, da bi hodili za njim po poti preizkušnje, po poti križa. In tako se je na visoki gori, potopljen v molitev, pred njimi spremenil.